V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer z Andrejo Vidmar, avtorico pesniške zbirke Iz nedotika. Knjiga je izšla lani oktobra pri hiši poezije Poetikon v okviru projekta Sončnica. Dogodek in pogovor z avtorico je vodila Zora A. Jurič. Jaz nisem nikoli pisala namreč, razen v enem 5. razredu, ko sem bila torej v osnovni šoli. Prej sem sicer, vem, da sem rada brala pesmice, pa ko sta mi mami pa ati brala, ampak potem pa v 5. razredu pa se mi zdi, da je bil tisti odločilni trenutek, na katerega sem se potem spomnila zdaj, ko sem pred 5 leti začela pisati. In takrat me je slovenščino učila gospa Danica Maček, ki tule sedi v 3. vrsti, in ona je opazila ta moj talent. Jaz se spomnim, da sem deklamirala Kje si mati od Kajuha in spomnim se, da sem imela rdeč puli oblečen, ko sem to pesem na pamet deklamirala s takim zanosom. In potem prva zgodba, jaz mislim, da je bila že malce, imela zametke zgodbe. To je bil v bistvu spis, ampak dobili smo samo naslov, Pohorski bataljon. In jaz vem, da takrat sem uporabljala vso svojo domišljijo, da sem nekako napletla še vse ostalo zraven, tako da to bi bila moja neka taka, Pohorski bataljon. To je bila ena zgodba, pa ena zgodba se zelo dobro spomnim, ko sem opisala, kako se je rodila moja sestra, recimo. Zakaj vem, da sta te zgodbi imele nek potencial, je to, ker sta se pojavili potem v šolskem glasilu, ko sem bila še v 8. razredu. Tako da to se mi je zdelo, nekaj pa že verjetno je. Ampak zakaj pa kasneje potem? Ne vem, nisem pisala. Sploh zdelo se mi je, tako da nimam talenta, ne vem. Stvari so se nekako spremenile, najbrž življenjske okoliščine. Si pa ves čas brala? Brala pa sem ves čas, ja. Tako da potem se pa, mislim, da to tudi moram omeniti pred 5 leti, ko je moj oče zbolel. Takrat se mi zdi, da se lahko v takih težkih trenutkih se lahko zgodita 2 ali pa 3 stvari, ali pa več stvari. Ampak da se na primer neki bližnji odnosi ali pa bolj neki bližnji odnosi zakomplicirajo, ali pa se kakšne bolečine poglobijo, ali pa se razrešijo. In se mi zdi, da v našem primeru so se začele razreševati in takrat sem dobila nek tak, kaj naj rečem, notranjo potrebo, da bi ustvarjala in da bi ustvarjala, literarno ustvarjala. Torej, ker pela sem ves čas. Zdelo se mi, da neke zgodbe čakajo meni, da jih povem. In potem sem se prijavila na delavnice kreativnega pisanja in da potem se skupaj skrajšam. Nisem vedela niti, kaj bom pisala, sem mislila, da bodo to zgodbe. Pol se je izkazalo, da mislim, da bi bilo najboljše, da so to pesmi. In potem me je pa Barbara Korun, ki je vodila eno to delavnico, rekla ob koncu delavnice, ti bi morala izbrati zbirko. In je nisem najprej verjela, potem sem šla enkrat še preveriti, pa sem mislila, kaj resno misliš, ali ne vem, je kar tako rekla, je rekla, resno mislim. Potem pa sem začela pisati več, pa bolj poglobljeno še. Potem pa me je kolegica spomnila, da hiša poezije vsako leto objavlja razpis, na katerega se lahko prijavijo tisti, ki želijo izdati zbirko. Zdaj ne vem, to bo Nadja vedela, koliko se takih pesnikov in pesnic prijavi. Jaz sem se in potem je način izbora takšen, da oni imajo v tem naboru 5 pesnikov ali pesnic in vsak izbere eno zbirko. Torej ne izbirajo vsi, vsak izbere eno in mene je izbral Zoran Pevec. Andreja Vidmar je tudi članica vokalne skupine Vivere, ki je s svojim nastopom popestrila literarni večer.